Hej, dragi moji. Evo, javljam se vam tule iz vikenda. Tu, ko jaz kreiram svoj planet, vrt obilja, samooskrbni vrt za, predvsem so moja ciljna skupina otroci, da bodo imeli dovolj hrane, kjer izvajam delavnice, kjer sadimo sadno drevje, maline, robide. Danes sem svojo mentorico, v bistvu sem v enem programu, I Love My Money, si lahko pogledate, če koga zanima, od Petre Žagar. In smo ozaveščale razne, bom rekla temu, skrbi, prepričanja, ki jih pač vsakdo od nas ima na enem področju. Ko že toliko misliš, da si zrihto, pa dobiš enega mentorja, pa greš v nek program, pa se začneš nekaj na novo učiti in pa spet vidiš, da imaš pač področja, ker si bolj, bom rekla, v narekovajih šibek in jih je pač spet treba in je spet treba na njih delati, ne? Ampak nič za to, ne? In pravi, za nas je vedno poskrbljeno. Sam je treba iti v globine, to, kar vam vedno rečem, v raziskovanje, v svoje globine. In moj ta strahec je še vedno bil, kaj če bom še kdaj brez denarja, tako sem bila, recimo, ne? In zdaj njeno mentorstvo, recimo, mi je pomagalo do tega, da sem videla, da sem si brez veze takrat neke občutke in prepričanja sama sebi naredila, da v bistvu nikoli v življenju nisem bila ne bosa, ne brez obleke, pa nikoli nisem pod mostom spala. Niti moji otroci ne. Tako da iz tega, ko začneš raziskovati, prav vidiš, koliko si v bistvu sam sebi neka prepričanja narediš in jih vlečeš čez celo življenje in na srce vam polagam, res. Tako avtomobila, razen tisti, ko ste mehaniki, če kak mehanik to spremlja, si ne šraufate, ne popravljate sami. Gum si ne menjate sami. Mašina, ko kaj zariba si, no, ko mašina zariba je tak fertik, ko je karkoli tam, ne vem, svečke za zamenjati ali pa velike, male servise si ne delate sami, ne? Se pravi, peljete avto k mehaniku. Ko vas zob boli, greste zobozdravniku. No, to je še edino, kar jaz hodim od zdravnikov, je zobozdravnik, tako da ne morem zdaj kaj druga reči. V glavnem, za to delo na sebi, pa tudi vsi potrebujemo strokovnjake na nekem področju. Za finance nekega strokovnjaka z nekim programom, z nekim mentorstvom na tem področju. Za rane, recimo, iti v sebe pogledati, rabimo, recimo, tako sem je šla Saša in Sidler na hipnoterapijo, da sem tam ozavesla svoje 3 največje v bistvu rane, ko so me celo življenje furale, ne. Zdaj grem spet na eno terapijo, prvega, drugega imam, pri Mojci Debelakovi, pri Mojči, in jaz mislim, da bo to pač moja zadnja terapija, še taka, potop v globine. Se pravi, in vsak od teh strokovnjakov, zdravilcev, alternativcev, karkoli želite, je na enem področju dober. Tako tudi gume vam menja vulkanizer, ali kak se mu reče, ne? Ne vem, mašino je en dober avtomehanik za to in tak naprej, tako je pa isto na teh področjih. Po mojem ne obstaja, ali pa tudi obstaja, ker vse je možno, se pravi neko, da je v enem človeku, da bi znal čisto vse porihtati, pa čisto vse zaceliti, pa čisto vse ozavestiti, pa vam čisto vse programe zbrisati, pa na nov naložiti, ne? Se pravi, je več teh strokovnjakov, katerim hodimo, ne? In to se mi zdi ful pametno in pomembno, da v bistvu to vete, da ko delate na sebi, da vedno je še nekaj. Se pravi, kar se rečemo tiče moje financije, sem prišla do neke stopnje, ampak vem, da obstaja več, ampak za tisto več rabim mentorja z znanjem in s tem, da on ima več od mene in ima neke programe, da mi bo lahko tle pomagal.
Ne? In to so čisto logične stvari. Je pa res, da vsepnotno smo, tako sem rekla, sem danes ozavestila, se pravi to, da kakšne programe sem nosila, kak strah skozi, kaj če bom še kdaj v življenju brez denarja. In ko sem ozaveščala, sem videla, da nikoli v življenju nisem bila brez. In da kadarkoli, tudi ko sem bila noseča z Nežko, zraven mene je stal 12-leten sin, zraven nas je stala psička moja, boksarka, jaz sem pa v roki držala eno črno vrečko, tisto vrečko za smeti, in v tisti črni vrečki za smeti so bile moje stvari, vse stvari, ko sem jih uspela vzeti. Brez dokumentov, brez česarkoli. In sem stala na cesti in jaz nisem vedela sem, v varno hišo ali pa v materinski dom ne želim iti, to sem vedela. Ne? Ampak je bila tudi opcija, ko bi jo lahko v bistvu. Ampak vedno pride rešitev, vedno je nemogoče, da ne bi prišla. Nemogoče je. In takrat je pol od sestre mož mi ponudil, dokler si pač ne najdem stanovanja, da grem v njihovo hišo. In rešitev vedno pride, ko sem jaz to ozaveščala. Vedno, čisto vedno. Ne more biti izziva, ne more biti problema, brez da ne obstaja rešitev. Nemogoče je. In ko se res te programe, ta prepričanja, ko jih imamo, ko jih ozavestiš, ko jih predelaš, ko se soočiš z njimi, ko jih zamenjaš za druga, se pravi za prepričanja, ki ti služijo, in začneš na njih delati, šele takrat se lahko v bistvu res pol življenje pretransformira v tisto željeno, ko si ga želite. Maja, živijo, hvala, ja. Evo posebej danes, ker to je čudež pri meni, se veste, jaz sem fizikal, še vedno urejam okolice in tak naprej, in sej grem frizerjo, ampak mi je to tak, kaj pa vem, tak za posebne priložnosti, ker imam zdaj že imam zelo dolge lase, vidite, do tule, in odzadi so še daljši, to so v bistvu zdaj najdaljši, kar jih jaz imam, in jaz jih hočem pustiti do riti, in mi je danes frizerka rekla, pa kaj, če imaš skozi čop, sem kaj, res je, da imam jaz skozi čop ali pa figo, sam ko jih pa spustim, pa ko mi vi naredite frizuro, je pa pol to fenomenalno, tako da evo za te priložnosti pa pol mi prav pridem. Pač to je moja želja. Tako da Maja, hvala. Če še ima kdo kako vprašanje, vse sem danes imela, kaj vse vam bom povedala, kaj vse bomo zrihtali, in zdaj pa pač tole prišla, nič kaj druga, v glavnem lepo je, lepo življenje, vsi imamo izzive, tudi jaz sem danes en velik izziv imela, ko me tu noter tako bolel, da vam ne morem povedati, jaz mislim, da me bo raznesel, da mi bo raztrgal tule ta prsni koš, ampak koga lahko pokličem, da mi bo lažje, koga lahko pokličem, da mi bo najdu rešitev, kaj lahko zdajle naredim, da bo meni lažje, kaj lahko ta trenutek naredim, ker narobe je mišljenje. In to bi vas res rada opozorila, ko vsi pravijo pozitivno razmišljaj, pozitivno govor, pozitivno se obnašaj, pozitivno, brez veze. In pol vsi drugi, ko recimo mene spremljajo, pa kakaj pa mislijo, ja pa se ta nikoli njo nič ne boli, pa se ona ni žalostna, pa se ona ni v nemoči, pa se ona nima težav, pa se ona nima ne vem česa. Ampak ni res. Čisto vsi smo popolnoma enaki. Jaz rečem, ga ni terapeuta na svetu, ko ne bi rabil terapeuta. Sem 100%. Ga ni terapeuta na svetu, ko ne bi rabil terapeuta. To je isto, kot vsak zdravnik rabi glih tak zdravnika. In tudi jaz, kot terapeut, kot coach, kot motivacijski govornik ali karkoli, rabim terapeute. Rabim ljudi okoli sebe, podporno skupino, ko jih takrat, ko mene gre, ko mene preveč boli, ko jaz ne znam, pokličem in mi pomagajo iz tega ven, Tako da, in ne misliti, biti pozitiven, da si skozi nasmejan in skozi ptičke vidiš in skozi vidiš, kak trava raste in skozi vidiš metuljčke in skozi vidi se roza in oranžni, ne vem kak. Ne, ni tak. Ni tak. Ampak veš, kako se iz situacij,
ko ti ne gre, ko si v nemoči, ko si v obupu, ko si izzivu, ko si v težavah, kako se ven potegnati in priznaš in razlika, če vam govorim iz lastnih izkušenj danes, med mano, ko sem bila v vlogi žrtve, pa v vlogi ubogega jaza in danes, ko sem si izbrala vlogo zmagovalca, je, da takrat je Nataša jamrala, Boga bila in nasprot sebe tudi imela takega prijatelja. Se pravi, nismo čisto zrihtali, ni prišlo do rešitev, ni prišlo do bolj sam stanje, se je sam slabšal. In me danes isto povem, pokažem ranljivost, pokažem, da sem ranjena, pokažem, da mi je hudo, povem, da imam izziv, povem, če sem kje v nemoči, povem, ampak z namenom, da poiščem rešitev. In to takim ljudem, ko vem, da mi bojo dali rešitev. In to je razlika med tistimi, ko so žrtve in med zmagovalci. Se pravi, vseeno pokažem ranljivost, ampak zato, ker hočem zmagati, ker vem, da bom prišla s tem do rešitve. Ne se še bolj dol potunkala, ne. Zoran, živjo. V glavnem, kaj je novega pri meni? Zdajle 28.1. imam izpit tale začel, mislim, držite pesti, ker mi je to res tislo, res se mi ne da učiti in res je, mi je tako, ampak ok, da to spelem, kar mi ni uspel v prejšnjem letu do konca spelat. Pol sem se pa upisala še na tečaj za maserja, zaradi tega, ker pač želim te svoje terapije in se to spelat na res eno visoko ravno, no, da pa ne toliko mogoče, da bi zdaj jaz bila maser, ampak in bom prav to nacionalno, ne vem, MPK ali kako se reče, naredila, Ana, se pravi, da bo prav to moj poklic, da pa, ko bom jaz te terapice delala svoje, da če ti kdo kak tak pride, ne, da imaš nek papir, da lahko to delaš, ne. Tako da to je bila zdaj moja investicija, se pravi, jaz bom skozi hodila v šole in skozi na tečaje, ker obožujem to, da se izobražujem, obožujem to, da berem knjige, obožujem, da poslušam predavanja, obožujem, da rastem, obožujem, da lahko vsako leto rečem to, pa to sem naredila, pa še neko diplomo, nek certifikat zraven pridobila. Tako da to mi je ful fajn, ne, in res ogromno denarja namenim za ta svoja izobraževanja in to se mi zdi ful pomembno, to se mi zdi najbolj pomembno, da res investirate vase in v svojo edukacijo, v svoje izobraževanja, v novo znanje, ker z znanjem, ko ga imate do danes, ali pa z znanjem, ko ga imamo do danes, z informacijami, ko jih imamo do danes, smo tu, kjer smo danes, in če hočemo kakršnokoli spremembo, rabimo naložiti novo znanje. Ja. Zdaj pa, če bi še kdo kaj vprašal, vprašajte me kaj, no, kaj nimate dobenih izzivov, ali pa kaj. V glavnem, v ponedeljek, torek se dobim z enim ful dobrim, Aleš mu je ime, zdaj moram ono gospo, v bistvu, ko sem jo našla za YouTube, pa to, je reč, da imam zdaj drugega, ki je bliže meni, in ko mi čakam, da štartam na YouTubu, ker hočem biti the best of the best YouTuberka, in to tudi vem, da sem in da bom, tako da se bomo pa gledali na YouTubu in res ko mi čakam. Tako da, če pa imate kaj otrok, jaz bom nekje aprila, maja začela z otroškimi delavnicami, tu v Migojnicah, blizu Žalca, in se pravi, imamo se res fajn, sadimo drevesa, nabiramo zelišča, pol ko je bezek, pa pohamo bezek, pa pokažem, kak se sok naredi, pa kuhamo marmelade, se pravi, vse pa nabiramo tu okoli, vse nabiramo, kaj je v naravi, in ti spol v bistvu ali pojemo, v neko obliko spravimo, ali pa pač za skladiščenje pripravimo, Ana. Se pravi, da res je moja želja čim več otrok naučiti, da v bistvu lahko preživimo iz narave, da nam narava vseda, da treba je sam poznati pač določene stvari, ne. Tako da bom hmalo začela s temi otroškimi delavnicami. Kak ste pa vi kaj, no, napišite. Zoran,
Rebeka, Pero, kak se imate? V glavnem, jaz res lahko rečem, da je moje življenje čudovito in zdaj sem dobila še, tako sem vam napisala, v bistvu od sina, kar naprej, kak je ponosen na mene, včeraj tudi Nežka, kak sem zlata mamica, neko za Nežko sem v bistvu najbolj tečna mamica na svetu, ne, ampak vsake toliko časa pa ima izliv pač teh čustev, da koliko sem fajna, ne, ampak sem pač pa tečna, ne, skozi sem tečna, tako da, to je njen pogled. V redu, še kaj. V glavnem delite na sebi, ekspandirite. Jaz grem do zvest, jaz grem do milijonov, jaz grem do vsega, kar je mogoče in vam želim, da bi enako čutili in enako videli, da je res vse mogoče in da vse izzive, ko jih imate zato, ker ne živite svojega življenja. Oziroma, zdaj ne bom rekla, če živi svoje življenje, da izzivi zginejo, znaš jih sicer rešiti, ne? Ampak vse tam, ko nas res boli, ko nam je res težko, ko smo res žalostni, pa živimo življenja drugih ljudi, ne pa svojega, ne? Ker ko je človek na svoji poti, ko je v svoji esenci, ko je v svoji milini, ko je v svoji radosti, ko je v svojem miru, pol lepo se spusti po tej reki življenja in vse lepo teče. In vse vam priporočam in na srce polagam, pejte gledati Obutega mačka, ta animiran film, ker nosi to globoko sporočilo, ker tisto, ko bo zaštekal to sporočilo, ko je v tem filmu, je zmagal. Res in vam res priporočam, pejte gledati, peljte svoje otročke in ali če jih nimate, peljte sami sebe in pogledajte ta film, ker ima tudi več ogledov, kot ima Avatar in je v bistvu do danes moj najboljši film v mojem življenju, ker vse to, kar se jaz učim, vse to, kar delam, kar predajam vam, vsa ta sporočila globoka so v ta film noter zajeta. Tako da od fokusa do tega, da vse željeno že imaš in da lahko na neki točki se neha želeti in vse željeno pride in tako naprej. Tako da rada vas imam, lepo se mejte, če karkoli mi napišite v zasebno sporočilo. Upam, da ste kaj danes dobili, nisem bila glih mogoče tako globoka, ampak toliko, da veste, da sem z vami, pa da vi tudi imate mene ob sebi, da če vam karkoli zašteka, da se mi lahko vedno javite. Dobivam sporočila, res sem vesela, zanč mi je ena mamica pisala, koliko je gledala moj video in koliko je videla, kaj dela s fokusom v bistvu pri hčerki in če ji lahko še kaj pomagam in pol sem ji posnela, ne vem, en posnetek tam v Messengerju okoli 10 minut in je rekla, hvala za nasvet za $1,000,000 in res, tisti, ko čute in tisti, ko boste hoteli kaj narediti, boste naredili, to je enkrat ena in to je zagotovo in z veseljem res podprem te ljudi, vas podpiram in vam predajam informacije, tako da to je to iz moje strani, imejte se fajn, uživite, imejte radi sebe in prvi korak vsem tem, kar vam jaz govorim, pa se naučite, kaj pomeni ljubezen do sebe. To je prvi korak, da se odločite, ok, od danes naprej se bom učil imeti rad sam sebe. Učil, ker verjemite, da se nimate. Sigurno, pa ne zdaj vsi, ne govorim globalno, ampak iz tega, koliko imaš rad sebe, vse izhaja, kar je okoli nas. Se pravi, naučite se, kaj sploh pomeni imeti rad samega sebe. In boste videli, pa če sam to naredite, da bo vaše življenje popolnoma drugačno in tudi čist drugačni odnosi bojo in drugačni ljudje bojo v vašem življenju. Jaz sem recimo pri Saši Jansi naredila ta program Moja samopodoba je moja odločitev, mislim, da je okoli 3 mesece trajal, 13 tednov, nekaj takega. In to je bilo ogromno enega pisanja, ogromno soočanja sam s seboj,
Ker ko napišeš, ti vidiš, takrat dobiš jasnost, recimo. Jaz sem že mislila, koliko sem fajn v tem pisanju in koliko se definicije vem in vse, in zdaj v tem programu spet moram pisati in sem spet videla, da določenih stvari v bistvu sploh nimam dobene jasnosti. Bolj si jasen, hočem shujšati 10 kil. Zakaj hočem shujšati 10 kil? Kak bom zgledal, ko bom shujšal 10 kil? Kaj bo to meni prineslo, ko bom shujšal 10 kil? Kaj bom lahko oblekel takrat, da si predstavljaš sliko, zakaj? Te globine, ko dobimo jasnost, so ful pomembne. Ok, zdaj pa jaz grem, ker še moram z Nežko domov prideti. Lepo se imejte, Robert živijo, Rebeka živijo, Tinkara živijo. Hvala, ko ste z menoj, hvala, ko me gledate, hvala, ko me poslušate in to je to. Čau, čau.